Ej, folk, 1, 2, 3 se slišimo. Jaz sem moj friend, ko se ga obrača. Evo, čokoladica. Za... Kaj pa sem zakaj? Irena Polak. Polak verjetno. Aleksandar Lesjak. Una fredda. Allora, se esiste una fredda, dove sta una calda, allora? Umberto Vilanti join, Tatjana Železnik, Tatjana Lasecki, ciao Gor, sveta Ana. Ciao Irena. Umberto Vilanti, hola Umberto. Hola Chico, no? Folk, vem, da je malo čudna ura, evo, ravno sem eno terapijo končal, super je šlo, pa sem rekel, da se malo javim preko fejsa. Nisem bil gor že nekaj časa, Romana, čau, una freda. Ok, srček, un freddo cuore bi rekli temu, ne, po moje toplo srce. Mia Dremel, Giorgio Castaldo, ciao carissimo, viva l'Italia. E viva Brasile, no, che sei sempre a Brasile, Dio. Prvo bi rekel, jaz pa moj kolega, pa pretežno jaz, se zahvaljujeva za vse čestitke. Nisem jih niti še pogledal, odkrito povedano. En teden nisem bil gor sploh na fejsu, smo v neke druge zadeve, mogoče niti nisem hotel iti, da je čisto pošteno povedano. Ja, res je, ja. Moja mama je imela neki zanimiv smisel za humor. Je me šla roditi na 1. aprila. In to je najbolj neumno je to, da si folk to zapomne in potem je vedno čestita, jaz pa njihove datume pozabim, ker pač, ne vem, ni tako. Dada Brunšek, ok, čau folk, hvala za srčke, hvala za lajke, čim več, tim boljše. Petek je na moj kanal, kanal Božidar Grilc, tudi na YouTubeu imate in kupenih dobrih video gor, tako če hočete karkoli kaj zanimivega pogledati, se najde gor, Maja Vrlinšek, super, živijo. Tako da res je, bil je moj rojstni dan, je pa tako bilo zanimiva zadeva, pač šuni dan, ko sem ustavil, oziroma en dan prej, moja Tamara, mislim Tamara, 16-letnica, pravi, oči, tebi ni ne vem koliko staro do rojstnega dne, sem rekel, klej, pošteno povedano, jaz ga doživljam vsaki dan, in to je res, vsemo zadnji čase, odkar smo šli malo pod osamosvojitev, ne vem, meni vsak dan rojstni dan, tako da meni pravuna številka mi ne pomeni nič. Če me ne spomne, da sem eno leto starejši. Tako da naredite si, folk, naredite si rojstni dan vsak dan. Mislim, tako da tisto je čist brez veze, praznovata. Vse to sem že neparkrat omenil. Isto ko 1. november, folk se ga tudi spomne, pa potem laufa in cela Slovenija zasuta na avtocestah in vsak grobišča, vsi grobovi so ponoreli tam in grejo v tem svečki prižigati. Pejte tam. Gregor, če si Gregor. Čau, Zoran, Zoran Cunjak. Mi da se vidiva, mislim, da v torek, da smo rekla. Evo ga, prišel prijatelj iz Avstralije, malce nam pogledati zopet po te naše tople kraje iz Avstralije in greva na eno kosilo, eno kavo, ki tazga. Anja, čau, Danda Brunšek, hoj, ata hipnoze. Ok, ta je dobra. Želim ti vse najboljše za tvoj rojstni dan. Hvala, namaste. Tako da to je to, ja. Ta hipnoza je tala dobra, ja. Nisem še tako star, da bi bil, ampak v redu, ne. Moram pa priznati, lejte, marsikdo tega niti ne verjame, če ste malo zgodovino pogledate, ne, pa malo na net in tako dalje. Pa ne gre tukaj za samo hvalo, ampak jaz sem v bistvu pripeljal komercialno hipnozo v Slovenijo. Ni bilo, ko sem začel, ni bilo, bil je to neki zdravnik, neki tam gor, neki mečkal, ampak to je čist druga zadeva. Tako da komercialna hipnoza prihaja za strani Božidarja Grilca, pa jaz lahko to dokažem, če pa kdorkoli to ne verjamem, lahko dokažem, oziroma bolj mene briga, kar se tega tiče, tako da zdaj se neki zbujajo vsi neki tam. Ojla, Gregor, vse naj za minuli rojstni dan, ok, bova spila kakšno otroško penino. Ja, ok, se priporočam, jaz alkohola tako ne pijeva, ne. Tako da, ja, super, ok, Ana Arzenšek, Strupšek, super, Ana. Folk, v soboto se vidimo, zdaj ne vem, koliko od vas se je prijavilo na seminar hipnoze, ga bomo imeli zdaj v soboto, začnemo se pravi tam nekje v 10, končali bomo popoldan. Super se bomo imeli, tako da to je to. Vsem mogoče pred poletjem, mislim, da bomo še enega organizirali, za tiste zamudnike, ampak to je to. Glejte, dajte si narediti rojstni dan vsak dan. Edino eno vprašanje imam, jaz za sabo vidim eno luč, sem malo na kateri strani, na tejle, ja. Zdaj upam, da ni moteče, dal sem si tablo, gor sem jo prelepo na steno in zdaj vidim neke lučke, se mi zdaj tukaj vidijo. Imam 2 luči za to se temu reče soft light,
to je tako, da te malo polepšajo in tako da to je to, tako da če izpadem boljši, ko sem, to je verjetno zaradi luči. Ja, tukaj sicer mi nekaj raste po bradi, ne vem točno kaj je, to mora biti malo na veter, da bi malo odpihne, pa bo šlo mimo. Jože Križan, joint, ok, Jože živijo. El Moro, ciao tati, ciao la Sardegna, ciao carissimo, saluto a te, Vittorio e tutta la banda Sardegna, Dobro, zdaj ura je malce nenavadna, vidim, da je 6, se vas zgore kar nekaj priklopilo, leto, no, lepa številka. Se pravi, moram večkrat popoldan priti v pisarno. Evo, ena terapijica je šla mimo, smo naredili tako malce izjeme, jaz jih sicer ne delam več, razen za res neke izjeme, imam še neke stare stranke in tako dalje, ampak tako na eno priporočilo naredimo še kitajskega. Mira Kocijančič, hej. Tako da folk, lejte, dajte se narediti rojstni dan, še enkrat hvala vsem za čestitke, res je, 1. april je bil moj dan, ne, moja mama, kje je lihte, ob 10. zvečer me rodila, bi še čakala mičkeno, pa bi, če bi še malo stisnila, pa mogoče, pa bi prišel potem 2. aprila, ampak ne, prvi očitno bil namen, to je dobro. Ima neki smisel, kar se tega tiče. Drugače, veste, katera oseba, ki je meni zelo zanimiva, dobro, marsikdo bo kaj je rekel mimo, čak sem malo, da, Brunšek, bravo, odkar hodim na hipnozo, pogosto rečem, bolj me briga. Najlepši je potem, da mi res vseeno pohvale gre za Sabini. Sabina, naša Sabina, bravo, ja. Dajte, folk, privoščite si hipnozo, ki bo vaše življenje veliko bolj enostavno. Pa ne zaradi tega, da je bila hipnoza, gledaj me v oči, da bom iz tebe, gre za to, da hipnoza je samo kot orodje, s katerim vi prijete do vaše podzavesti in tam se določene zmede dogajajo vašega življenja in tam noter je treba malo kocke zložiti, ni drugega, ok? Hipnoza je eno pač od orodij, vi lahko meditirate zaradi mene, pejte na jogo, pejte, ne vem, delajte stojo na glavi, nekaj naredite, no, skratka, pejte do vaše podzavesti in tam notri so kocke, ki jih je treba zložiti. Se pravi, če se čutite malo, da ste malo, ne, to pomeni, da vaša podzavest dela določene zadeve. Roberto re, ciao Roberto, ciao, ancora una volta viva l'Italia. Juri Starman, ok, Sarita Civnik, ok. Tako da to je to, ne. Čakaj sem zabredel, se pravi, ne hipnozo gledate, ne, še vedno hipnoza ima, puste hipnozo na miru, razumete? Ideja hipnoze je samo to, da leta nazaj, par stoletij nazaj, so enostavno videli, da hipnoza je pač čudovito orodje, s katerim se lahko dela na podzavestni ravni in to je to, ne. Ostalo so vse kozlarije tam, Vesna Mičevič, verjetno Micevic, ja. Ostalo je, gledajte, je pa res, da še danes dosti folka, čim sliši besedo hipnoza, ne me basat, no. Gledajte, stvar je samo taka, mislim, ni treba, da vi hipnozo uporabite, pejte na školko, dela svoje zadeve, sam pejte do svoje podzavesti in urejte tam. Se pravi, če se vaše življenje začne drmati, se pomeni enostavno to, da je vaša podzavest, ne vem, začela malo kvačkati neke čudne zadeve in morate pač notro pogledati. Ne? In ko boste notro pogledali, boste lahko marsikaj, Bojana Georgijevska, bravo, Vesna Mičevič, dobro, in tam boste morali urediti. Ne? Hipnoza je pač orodje, kot ima, ne vem, izvijače, električar, pa kladivo, ne vem, kdo ga ima, in je hipnoza samo orodja, ne? To ni nobena moč kitajskega, to je dogovor med nama dvema, da se to nekaj naredi in dosti folka ima neke čudne predsodke, ampak ne jih imeti, zakaj? Lejte, to je orodje. Ne? Dejstvo je, da vaša podzavest kvačka neke čudne zadeve in če se vam to dogaja, pejte malo pogledati, kaj ona to kvačka. In ona načeloma ni negativno nastrojena proti vam, podzavest je neutralna do vas, ona pač nekaj je začela delati, ne? Anne-Marie Ruhitelj, ok, Anne-Marie. In tu morate vi delati, ne? In zdaj, ali boste vi meditirali, pa se v pope gledali, ali boste delali, ali boste šli na meditacijo, ali boste šli na jogo, ali boste šli kaj sem kam, drevo objemati sploh ni pomembno, ok? Morate urediti tisto na podzavestni ravni. In zdaj recimo, mi je kolega rekel, da naj malo meni tudi cigarete so eno v tih te zadeve, jaz sem bil še kadilec, pa vem, kako zadeve izgledajo, ampak stvar je taka, ne? Pač to je navada in vaša navada je v vaši podzavesti. Vi jo čutite samo na zavestnem ravni. Ne? Mi imamo zdaj, kdaj imamo ponedeljek, se ne vem nekateri dan je, imamo zopet delavnico za pač pomoč kadilcem pri prenehanju kajenja.
Vendar, folk dragi, jaz vas ne morem prisiliti. Lejte, če vi meni ne prijete pravilno naravnani, ne bo se zgodilo nič. Kaj jaz lahko naredim? Ko prijete vi imeli na delavnico, jaz lahko samo odločitev, katero vi že imate na zavestni ravni in morate jo imeti, jaz lahko samo tisto vašo odločitev pomagam, da jo vi bolj porinete notri. Se pravi, jaz vam lahko samo pomagam, da se ta vrata vaše podzavesti odprejo in ničkeno in porinemo notri in je to. Ne? Dokler je vaša odločitev, da vi prenehate kaditi samo na zavestni ravni, se ne bo zgodilo nič. Pa ne samo s kajenjem, z ničemer se ne bo zgodilo nič. Lejte, pač tako delujemo, tako je sistem postavljen. Zdaj ne se meni pritoževati, tam unga našega stvarnika pokličite, pa njemu recite, zakaj smo tako malo čudni, čudno rojeni ali pa kaj sem kaj, okej? Tako da ne se heca s tem. Se pravi, hipnoza je orodje, s katerim vi delate na vaši podzavestni ravni in orodje uporabite v tistem, kar vas muči ali pa ne muči, ali pa imate neki potencial, ki bi ga radi ven potegnili, ali bi radi kakšno prejšnje življenje pogledali, karkoli, pač je uporabna zadeva, okej? Samo mora biti pa pravilna naravnanost, če ni špela jarec, ne bo nobene zadeve, lejte tako, ne. In potem sem imel ta razne idiote, ne morem jim drugače reči, ne. Pa mi potem čista provokacija, da ste brez veze, ne. Ja, pa kako deluje ta hipnoza, pa to. Oziroma ne, kako vprašanje je, koliko ste uspešni? Jaz nisem nič uspešen, kar se tega tiče. Vi ste uspešni, jaz vam lahko samo pomagam do vašega uspeha. Ker če bi bila izhod vašega nekadilstva v mojih rokah, potem bi bili vsi nekadilci. Vzamem kladivo vas, potočemo vse po vrsti, pa ste nekadilci. Ampak ni v mojih rokah, nažalost ni, jaz sem samo orodje. Jaz sem orodje, vendar vi morate k meni prijeti pravilno naravnani. Ja, in potem, ko človeku to razložiš, ja, pa to lahko tudi sam naredim. Ja, seveda lahko, kdo ti pa preprečuje, naredi, pa take začnejo potem. Zdenka Roblek, mislim, dobro, ajde ti pravim. Jaz ne moramo drugače reči kot idiot, ni druge zemeljske razlage za tako osebo. In potem je, pa gor, potem začne neki srat tam čisto brez veze. Madejno, kriza, skipaj se. Ok, nisem slabe volje, sem dobre volje, ampak pravim, kakšenkrat pride. Ko včeraj ob 9. zvečer mi stranka kliče, pa kaj, upam, da me zdaj vidi, ma ji bom uha spulil, pa kaj si normalna oseba, ženskega spola. In sploh ni, enostavno kliče, ja, bož, da se uno malo, veste, temu rečemo bad news, po 6. uri zvečer, to so slabe novice, bad news temu rečejo. Res da je moj telefon objavljen tam javno, ma ne me klicati ob taki uri, okej. In jaz se javim, ona meni kar navali, ja ste vi oni božder, ja, ker vi pomagate ljudem, bla, bla, počasi, ne. Že gospa, se vam zdi vljudno klicati neznanega človeka ob 9. uri zvečer? Ja, ne, jaz sem rekel, zato ne ga klicati, ne, in sem odložen, upam, da ne pride k meni. Niti jo nočem videti, te osebe, nočem. Pa tudi, če bi bil zadnji terapeut ali pa moja zadnja stranka, če ti nimaš enega spoštovanja in kličeš človeka, ki ga ne poznaš ob 9. zvečer, po 6. uri, ne kličite ljudi po 6. uri, razen če je kitajska, res, ker takrat čim te nekdo pokliče, nekaj narobe, ne. Ja, ljubitelji šaha, šah, bravo, dobra zadeva. Moj nečak je, zdaj ne vem, če še igraje, Grilc, Andrej Grilc, izredno dober je bil, je še. Snežana Božič, hipnoza je super zadeva, zanimiva. Ok, hvala, res je. Tako da ne, vzamite kot orodje, kot da bi se nekdo razbudil zdaj nad izvijačem. Izvijač imaš, veš, da lahko z njim koga zakolješ, seveda lahko koga zakolješ. Ja, lahko ga zakolješ z eno vejo tam, če je malo bolj ostra, tako da ne, taki. Hipnoza je orodje, s katerim se da pomagati ljudem, to je vse, ali pa samim sebi. Marta Lenaršič, verjetno, Lenaršič. Otroci dragi, Facebook podpira tudi šumnike, veste, tako da, ko imate svoje ime notri, dajte uporabiti šume, strešica, veste, pa strešica, ja, tako da, dajte tudi to uporabiti, se dovoljuje, res da nekateri zdaj ne dovoljuje, ampak to dovoljuje. Ok, še enkrat hvala za vse čestitke, kar se tega tiče, res je, dosti folka misli, da je to za jebancija, 1. april, pač, ne vem, mama je takrat bila razpoložena, da me je dala ven pred davnimi leti in jaz sem res malce gledal za nazaj. Moje življenje pa ni bilo tako enostavno, veste, jaz imam precej zanimivo zgodovino, ne bom zdaj v tem, ampak se je kar dogajalo v mojem lifeu, ampak nekako se meni zdi, da meni je vsak dan rojstni dan, to je noro, lejte, to je stvar, ko se boste vi sami naredili, ne. Tako da, kadilci, lejte, kako prenehati kaditi, ajde malce pogledam.
Namera, okay? To je prva stvar. Če je, ajde vidi, naj se mi kakšen kadilec javi tukaj, da vidim, če se upa. Gregor. Ej, bravo, hipnoza kot polnilo za telefon, napolnite, res je. Res je, ja. To je ena od možnosti, lahko je, mislim, ampak to je res, ja, to je dobra zadeva. Tako da, kadilci, pravim, namera je prva zadeva, potem pa morate dozoreti. Meni se je zgodilo dostikrat, ko sem delal še 1 na 1 za strankami, da pride stranka k meni in potem, medtem ko sem govoril, ko sem malce razlagal, kako hipnoza deluje, enostavno nisem imel dobrega feelinga z njo. Nisem imel dobrega feelinga, sem rekel, dajmo se mi srečati čez kakšen mesec, 2, 3, ko boste imeli vi občutek, da ste dovolj zreli. A vam to odgovarja? Ja, ok, ajde, pedi domov, ti ne bom nič računal. In je zanimivo dosti, večina od njih se je vrnila nazaj, vendar, ko so prišli skozi moja vrata, so bili dejansko drugačni. Si prav videl, veste, korak je bil drugačen, oni nasmešek je imel gor, sem rekel, kaj je? Mislim, da sem na pravi točki, to je to, ne, takšne vas rabim, razumete? Tako da to je to, ne, tako da še enkrat ponavljam, drage žene, možje, ne mi pošiljati svojih partnerjev, ki ni nobene variante. Kaj jaz, kaj to pa leti na cigarete ali kaj? Da bi koga za uho. Imam enega kolega, ki je že na Hrvaškem, ki dela večinoma samo s kadilci in v bistvu se ga bojijo. Ne? Tako da, če ga vidijo tam na cesti, tako ugašajo cigarete. Ne? Jaz nisem te sorte, ampak tako, lete, čiki svoja epizoda, veste, pri meni je trajala, kaj pa sem, nekaj čez 20 let, vzamte kot epizodo, pušim, Anja, pušim, da, to je dobra fintovna vojaška, ne vem, če se še kdo spomne, tisti, ki so bili v stari časi. Veste, leta nazaj je bila v dobri stari Jugoslaviji celo ena zadeva, ki se ji reče obvezno služenje vojaškega roka. Te mladi fantiči niti ne vejo, sploh ne vem, če so to fantiči. Zjutraj, ko peljem mojo tamalo v šolo in gledam tiste njihove meča, ki sploh niso meča, tiste njihove nogice, pa kratke hlačke, pa une tenisice gor dol, zdaj sploh ne vem, gre za moškega ali gre za žensko. Ne? In to je grozljivka, ma nobene strukture ni v tem, se rekel, pa kaj, nobenih proteinov ni jesti, ljudje dragi, grozljivka. In potem je bila stara vojaška finta. Čakaj, se pa... Aha, kadim na skrivaj. Dobro. No, glejte, zdaj, jaz sem imel ljudi tudi, ki so prišli k meni, pa so rekli, hočem nehati kaditi. In ste rekli, kakšen kadilec ste, pa ne vem, meni škatlica traja za 1 mesec, ma puši, uživaj, kaj ti je. Ne. Glejte, jaz sem bil zadnja leta, ko sem kadil, sem bil na 3 škatlicah, takrat se začne. Ne. Drugače pa, una vojaška je rekla, ne pušim više, ani manija, tako da je to malo heca, kar se tega tiče. Ne, folk morate Jani, Janko, morate dozoreti, ne gre drugače. Tako da noben vas ne more prisiliti nehati kaditi. Da pa tisti kadilci, ki ste, prvi korak je ta, da začnete malce razmišljati o tem. Okay? Prvo tako malo črvička sedete v glavo, mogoče je prišel čas, dajte čas v čas, ne hiteti. Ja, veste, sem imel stranke, ki so klicali, ja, moram nehati kaditi, ma kje to piše, mora se samo umreti, nič drugega, ne me basati. Veste, ja, drugi del, ali pa ne vem, ta teden morate me sprejeti za terapijo proti kajenju. Ale, če te sprejmem, zdaj te bom z lopato počel, ne me jajcat, s takimi zadevami. Razumete, ni moram, zato kadilci, to ne nič narobe, da vi kadite, to je epizoda. Najslabše je, da kadite in da imate občutek slabe vesti za to. To je najslabša možna varianta. Ne imate občutka slabe vesti. Zakaj? To je pač navada, ko navada, nič kaj posebnega. Imate hujše navadi, kot je kajenje. Vinko, Daniela, Čeh. In ko se boste odločili, potem dajte si črvička v glavo in začnite malce razmišljati. Mogoče bo šel čas, da bom iz te moje cigarete pustil počasi, ni treba hiteti. In potem črviček postane vse večji in večji in večji. Lejte, čiki se bojo sami zmanjšali, veste, ni vam treba iti na hipnozo, ni vam treba to, lahko prijete do mene, daleč od tega, ali pa do hipnoterapeuta, ne bom zdaj odganjal in to. Ampak gre se za to, da morate nekako zoreti. In jaz sem srečal folk, ki je recimo nehal kaditi, ko si dal neke elektrode na uho, drugi so nehali kaditi, ko so neke žvečilke imeli, tretji so šli v lekarno, gubili neke tablete, četrti je zbolel, pa je nehal kaditi. Mislim, skratka, en kup imate možnosti, tako da Katarina Markel Beraus, pozdrav Katarina.
Tako da imate milijardo možnosti, kako nehati kaditi, ampak začne se vedno s prvim korakom. Okay? To je stara kitajska modrost drugače, ne? Se pravi, da vaše potovanje se začne s prvim korakom. Prvi korak je pa ta vaš črviček. Da en dan rečete, aha, ok, bi bilo pa res moče dobro, da bi pa te cigarete odmaknili iz svojega življenja. To je ta ideja, nič drugega. Veste, ne zaradi tega, ki so dragi, ne zaradi tega, ki smrdijo, ne zaradi tega, ki vam bojo povzročili kakšne bolezni, gor, dol, levo, desno. Ne. Enostavno, ker rečete, gre v bistvu za vašo odločitev, nič drugega, folk. To je tisto, puste vi uno, zakaj boste, tisto samo izgovori. Ne, enostavno pejte v to varianto, ker ste v točki, ki vi kontrolirate vaše življenje in rečete en dan, ok, mislim, da sem se nakadil. To je vsa umetnost, napušila sem se. Ne? Tako da to je to. Ne? Jani Janko, Vinko Daniela, Katarina, ok, kriza vas je nekaj gor, bravo, kakšen dan je danes, kaj je danes? Sreda, ne, samičkano. Gremo pogled, četrtek je, ok. Jani Janko, zelo zanimivo predstavljate, hvala, ne, ampak je res to, to je, tako da, veste, gledajte, vedno ponavljam, imejte se radi, folk, razumete, ne biti grobi proti sebi, zakaj? Če ste se odločili za kaditi, ste se odločili za kaditi, potem se pa še isto, kot ste se odločili za kaditi, se odločite, da boste pač nehali. Ni treba hiteti, ni treba zdaj tam delati, kaj pa sem kaj, neke zgage, obtoževati samega sebe, ali pa recimo pustite cigareti, pa če za en teden zopet nazaj začnete vleči in to, pa ste potem jezni sami na sebi. Zakaj bi bili jezni na sebe? Glavna je vaša želja, glavna je vaša motivacija. Če ste enkrat pustili za en teden, vam bo drugič boste pustili za en mesec, pa tretjič za 3, pa četrtič boste pustili za to in bo prišel moment, ko boste pustili za vedno. Ta znani, kaj je bil ta pisatelj, Oscar Wilde, meni je njegov štos vedno še najboljši. On je rekel, da je pustiti cigarete zelo enostavna zadeva, on je to že 100-krat naredil, pa jaz sem to že 100-krat naredil. Tako da v bistvu je res zelo enostavno. Tako da ne, čiki so pač epizoda, vzamite to tako. Ne biti obremenjeni s tem. Dejansko zadeve začnejo delati škodo, ko se vi začnete s tistim obremenjevati. Takrat zadeva stopi in vam začne škodovati. Počasi, dajte se črvička v glavo, ostala zadeva bo. Kako naj se pripravim v ponedeljek za novo službo? Wow, Jan Janko, za novo službo. Zdaj bi se splačalo mogoče kakšna vizualizacija, ker sploh ni nujno. Dosti folka ne more vizualizirati. Vendar je tako, gledajte, obstaja en stari štos, kako lahko vi spremembe delate v vašem življenju. In sicer je neke vrste imaginacija, vizualizacija, recite temu, kakor hočete, ampak najlažje, ko imate zaprte oči, se pravi, si zaprete oči in si predstavljate sceno, ki želite, da se zgodi. Ok, naj se pripravim, zaprem oči, ponedeljek, koliko imate še par dni, večkrat na dan se spomnite in zamislite sami sebe, prav tisto cesto, po kateri greste, pogledajte si, pejte, mogoče se peljete se mimo nove službe kitajske, tako da imate boljšo predstavo, kakšen je vhod in tako dalje, mogoče to že poznate ali pa kaj sem kaj, lahko da se vas samo premakne na drugo delovno mesto, to ni pomembno, ampak pejte ne parkrat skozi varianto, da se to že dogaja. Da se to že dogaja, pejte notri, ste notri, spoznate nove sodelavce in tako dalje. Sploh ni pomenu situacije. Se pravi, pejte skozi to situacijo večkrat in se bo zgodil en čuden fenomen. Vaša podzavest bo začela novi vzorec, katerega vi njej zdaj dajete, nadomeščati s starim, ker ona ne pozna razlike, če je vizualizacija zelo močna, recimo to tehniko Schwarzenegger uporablja skozi celo življenje. Če gledamo tehnično, je to samo hipnoza, tehnično gledano. Vendar, če boste vi temu rekli, da je, samo hipnoza, vizualizacija, meditacija, karkoli in to je to. Se pravi, vzorec, katerega vi v mislih premljevate dlje časa, vendar v smislu dobrega rezultata, bo vaša podzavest začela jemati kot svoj vzorec in ko boste vi šli noter v službo ali pa v te neko novo situacijo, bo za vašo podzavest, kot da je ona tam že bila. In tudi vi se boste tako počutili, ko se to dožil skozi. To je ta ideja. In je super zadeva. To delamo mi in športniki, z vsemi, z učenci delamo te stvari. To je klasika. Tako da to je najlažje.
Razgovor imam, no to je to, bravo, Jani, razgovor, ne, to je ta varijanta, dajte ta razgovor skozi, enostavno pejte skozi celo to zadevo, kaj vas bo vprašal, kako vas bo vprašal, na kakšen način, kaj obvladate, kaj ne obvladate in tako dalje, ne, ampak še vedno folk delajte hvala, delajte na vaši dodani vrednosti, ok, delajte na dodani vrednosti, delajte na stvareh, kjer vas v šoli ne učijo, nekaj dodatnega dejte. Ne vem, pejte pa naučite se, kako se naredi internetna stran, pa kaj pomeni HTML, pa kaj pomeni plugin, ki ga morate gor. Lejte, jaz sem dosti zaposloval v mojem življenju in vam govorim za strani delodajalca, mene boli džokov za vašo službo, ok? Briga me za vašo službo, povej mi, kaj znaš, ok? Mislim, vsaj z mojega vidika, mene je samo zanimalo, povej mi dodano vrednost. Ok, znaš nekaj, kar jaz ne znam, dobrodošel si. In jaz imam ogromno sodelavcev zdaj okoli mene. Zdaj Slovenija je tako majhna postala, jaz imam čudovite sodelavce, ki jih vidim enkrat na leto, razumete, in to je super. Dobro, se slišimo vsak dan, ampak to je to, ne? Zakaj? Ker imajo dodano vrednost. Oni nekaj naredijo, kar jaz ali ne morem, ali nimam časa in tako dalje. To je smisel zaposlovanja. Zdaj, jaz ne vem, kakšna služba je, ok, to je pač novo delovno mesto in ko boste delali te vizualizacije sami v sebi, probajte malo izscenirati, kaj vas bo oseba vprašala, na kakšen način boste vi odgovorili in tako dalje in tako dalje. Drugače, to je skrivnost Onasisovega uspeha. Tega folk niti ne ve, recimo Aristotel Onassis, milijarder, starodavni, še tam 40-50 leta, to je bila, ker on je tako, on je na svoje sestanke, zopet bluzim je BMT tukaj, koliko je ura, že 26 minut, jaz sem rekel sem par minut. Ok, da vam dam še tole zadevo. On je imel to sposobnost, da je hodil na sestanke za te svoja multipodjetja gor in sam, ni imel s sabo nič, medtem ko so njegovi nasprotniki ali pa poslovni partnerji prihajali za računovodji, za poslovodji, mislim, so imeli za sabo celo četnico nekih pomočnikov, on je pa bil vedno sam in vedno ni bilo jasno, kako on vse to obvlada. On je enostavno obvladal kompletno sceno, oni so pa morali za vsako, mogoče malo bolj kompleksno zadevo vprašati drugega računovodja, zakaj pa je to, zakaj pa ono, pa to, ne. Enostavno niso bili dovolj pripravljeni, on je bil pa vedno sam in je vedno obvladoval celo množico ljudi. In potem skrivnost njegovega uspeha je bila, da en dan preden je šel na razgovor, on je po celo noč vadil v svoji sobi, vadil razgovor, on je izsceniral celo sceno pred sabo in je v bistvu si dajal, oziroma, kako bi rekel, vizualiziral je njihova vprašanja in svoje odgovore. In tako da drugi dan, ko se je on pred njimi pojavil, to ni bilo nič novega, on je to že naredil vse, in zato je bil toliko sposoben in toliko uspešen. Tako da, Jani, tu je še enkrat en mičken odgovor, kar se tega tiče. In to za vse velja. Petra Marič pravi, hipnoza je res super, imam enega super terapeuta doma. Petra, delaš reklamo za koga? Bravo, res je. Evo, Alenu in tebi je lep pozdrav. Res je. Okolica Celje, tam imate Alena, vse po mojem ima kakšno stranico že ali kaj takega, pa ga boste najdeno, oziroma si danes folk niti ne rabite stranice, imate gor Facebook, pa po mojem že skoraj vsak gora, kar se tega tiče. Tako je to, Biserka Erban, čau Biserka, Carmen Ross, ok, Anja Zopanc, to je to, tako da če hočete to, in to je super zadeva, za bilo kaj se vam v življenju dogaja, na ta način se boste in stresa rešili in vsega. Se pravi tako, da posebno določene kritične momente vašega življenja, kot je recimo nova služba, ali pa, ne vem, neke športne rezultate, ali kaj takega, to je to, to vsi počnejo, veste, to ni skrivnost, tale Tiger Woods, ki je golfist mednarodno, on je, mislim, da je eden najboljših golfistov vseh časov, to je bila skrivnost njegovega uspeha. Ista zgodba. On, ko je prišel na golf igrišče in ko je zamahnil s palco, on je v svoji hotelski sobi že 1000krat predtem zamahnil s palco. On je točno, ko je zamahnil s palco, on je videl žogico točno, kako gre. In potem, ko je dejansko v realnosti zamahnil s palco, je njegova podzavest tako naredila, da je on zamahnil palco in žogica je šla točno tam, ko je on hotel. To je smisel tega. In vi lahko to uporabljate pri golfu, lahko uporabljate to pri
Petra nazaj. Okay, kjerkoli lahko uporabljate potem, v vašem življenju, v šoli, jaz sem to delal, se pravi, šolari, z športniki, ista zgodba je z hujšanjem, hočete kakšen kilogram zgubiti in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje. Zdaj, kje je pa folk dela napako, mislim, da dela napako. Ljudje, nažalost, to dostikrat uporabljamo v negativnem smislu. Mi vidimo to sceno vnaprej, ampak negativno. Nekako ta negativna zadeva ima očitno neko večjo moč v našem življenju in ko se mi pripravljamo na določene zadeve, na začnemo črviček iti notri, veste, s to imajo v risankah, tako na enem ramenu ima hudička, na drugem ima angelčka, ne? Hudiček mu nekaj govori, ne? Angelček pravi, ja, to figurativno seveda, hudiček, angelček je kozlarija, ne? Da smo si na jasnem, to je bolj cerkvena zadeva, okay? Ampak to, govorimo o dualnosti, nič drugega, ok, dualnost, katera je karakteristika zemeljskega pač prebivanja in pravi ta angelček, ja, pejdi naprej, boš uspel, seveda ti bo ratalo in tako dalje, hudiček, ma ne, ma kaj ti bo ratalo, ti si loser, ti si to in tako dalje. Ne? In to je isto, ko vse sem vam že enkrat govoril to zgodbo, ne? Kako ima človek dva volkova v sebi. Eden je tako malce žleht, recimo, drugi je pa dober. In potem, če se vprašamo, kateri bo recimo močnejši, kateri od teh dveh volkov je močnejši. Močnejši tisti, katerega bolj hranite, isto velja za naše življenje. Če boste vi hranili vašo negativnost, ne negativnost, ampak negativne scene vašega življenja, bojo bile. Skratka, tam, ko usmerjate pozornost, tisto se krepi. Morate se zavedati tega. Dobro? Biserka Erban, čau, Božidar, zelo zanimivo te poslušati, pozdrav. Hvala, namaste. Me veseli, da malo lahko kratko časim in četrtek, oblačen četrtek, ne vem, kako je na vašem koncu, sicer je pa še dobro do oblake vidim, glede na to, da je 7 ura, svi smo uro premaknili. Ja, gledajte, ne vem, jaz skoraj 20 let sem delal te terapije in hočeš noče si ti nabere eno malo morje nekih izkušenj in gledajte, če želite svoje življenje malce polepšati, morate paziti tudi, kaj berete. Tinka Bertoncel, super, čau Tinka. Nič se ne mora, kot smo rekli prej, samo umreti, ok. Berte biografije, ok, autobiografije ali pa tudi biografije. Čeprav biografije so kakšenkrat malce kritične, odvisno kako je bila napisana tista biografija. Jaz sem se največ iz tistega naučil. Veste, ker skozi biografijo, tiste knjige o uspehu, veste, 10 uspešnih navad uspešnih ljudi, tisto so jajca, ne mi padati na te finte. Te ljudje so napisali in edini uspeh, ki so oni imeli, je bila ta knjiga, ki so jo vam prodali, ok? Pa razni seminari, kako biti uspešen, pa tisto, to so jajca. Proč od tega, ne mi denarje trošiti na take zadeve, ok? Več koristi vam bo vzelo. Vzamite knjigo, če vam je angleščina blizu, vzamite knjigo Švarcija. Zakaj vam govorim o biografijah, pa o autobiografijah? Ker to so napisani ljudje, če vam on recimo da svoje življenje, oseba, ki jo vidite v realnosti, da je uspela, potem nekdo, ki vam je uspel, jebenti vam bo dal sigurno dobre napotke, kako uspeti. Isto, kot da greste vi v fitness, pa vas uči na mašine za fitness, en žgoljevec tam, ki ima 50 kg spojstev skupaj. Mu boste zaupali? Upam, da ne. Ja, če pa pride noter neki razbacen tip, ki poka od mišic, pa bo rekel, Bože, da ti malce premakni to levo roko, malce bolj levo, boš videl, da boš bolj uspel, da ti boš bolj lažje dvignil. Ti ga bom poslušal, ne bom rekel, kaj ti veš, lega kakšen si, in isto mora biti v življenju, razumete, ampak dosti okoli nas je dosti folka, ki nas želi natepavati in potem nam prodaja neke ideje v uspešnosti, ko pa greste, Aldijana, čau, bandalo, pejte se karmično diagnosticirati k njej. In vam prodajajo neke zgodbe o uspehu in potem ali pa greste, ista zgodba je, greste, pa ste danes je zadeva lahko zelo prozorna, če lahko temu tako rečem, prozorna, imate neke podjetje, pa imate neke marketinške guruje tukaj, ki ima 20 let mogoče vsega skupaj, ne vem, če ima 19-20 let, razumete, ima še puhec pod nosom, niti ne veš, ali se on obr. In on govori, on je marketinški guru, kriza, kaj boš ti v marketinški guru, 2 Facebook oglasa si naredil in si že marketinški guru, dejno lepo te prosim, dej mi malo svojo zgodovino in potem greš gor na Bizi pogledati, kdaj je on firmo odprl, lani je firmo odprl, ampak on je marketinški guru, wow, šel na 2 seminarja o marketingu, dej že on marketinški guru, dejno, ne me basati, bem ti. Tako da folk, ko greste na take zadeve, pejte malo
Pejte malo zgodovino, pogledajte tega človeka, razumete? Pa nočem po nobeno vpljuvati, ampak to je, vam govorim zato, da vam ne bo nekdo dajal nekega znanja, ki ga je pobral z nekih konferenc in kaj. Naj vam nekdo proda znanje, ki je nekdo že nekaj naredil, ki ima neko zgodovino za sabo. Ne tam padati na finte nekih tam kvazi gurujev, ne? To je butasto, ne? Glejte, zadnjič sem eno stranko nagnal samo zato, ker je rekla, da ima duhovnega učitelja. Aldijana Bandalo, res je, dober dan, čau Aldijana. To je to, super je. Ker je rekla, da ima duhovnega učitelja, proč od mene. Razumete? Duhovni učitelji ne obstajajo, okej? Kdorkoli, in to so samo samozvani, ker pravi duhovni učitelj ne bo nikoli dovolil, da mu vi rečete duhovni učitelj. Ker, veste, duhovni učitelj, že naziv duhovnega učitelja, to je samo pumpanje ega. Ne obstajajo duhovni učitelji, to je čista kozlarija. In če se vam nekdo predstavi kot duhovni učitelj, vzamite lopato pa ga počte, okej? Ker taki ljudje ne obstajajo. Ker pravi duhovni učitelj, če boste vi njemu rekla duhovni učitelj, vas bo v trenutku popravil. On bo rekel, jaz nisem nobeden duhovni učitelj, jaz sem lahko tvoj prijatelj, sem lahko človek, s katerim boš šla ti na kavo, boš šel na kavo, lahko kakšno rečeva, lahko kakšne karte vrževa dol kitazga in skozi tisto bo on marsikaj vas naučil. Ne bo pa dovolil, da mu rečete duhovni učitelj. Duhovnik, ki sam sebe celo oznanja, da je duhovni učitelj, je idiot, čisto kratko povedan idiot, kateri pumpa svoj ego. Kaj se pa zgodi, ko vi pumpate svoj ego, vi povezavi zgoraj nimate, razumete? Tako da ne mi govorite o duhovnem učitelju. Dio mio, koga čez križ? La Piccolina, joint La Piccolina, La Grandina, dove sta? Aldijana, čau, Dušan Erban, čau Dušan, tukaj imate enega dobrega terapeuta iz Kranja, čau Dušan, živijo, hola, Dušan pozdravljen, Biserka Erban, kaj ste videli v sorodu? Dušanka Erban pa, ne, Biserka pa Dušan, upam, da nisem kakšno špiču, kaj sta, kakšna partnerja, ali sta čisto tako iz tam nekje. Dušan, si delaš ti v Kranju, tako da tam, če imate v Kranju kakršnekoli potrebe, takšne in drugačne, malo heca. Dušan Erban, on je tako, kako bi lahko to rekel, iščem besedo, soliden, stabilen, ker dober je preveč tako je, Dušan je take sorte tip, ki ko boste vi vprašali, a mi lahko pomagaš, bo on rekel, počakaj, da vidim, če ti lahko pomagam, upam, da se razumemo. Veste, ker tako, lahko pomagam, ne obstajajo taki, tako mene folko me sprašuje, a mi lahko pomagati, ne vem, pridite sem pa bomo videli. Dajmo malo pogledati. Jaz vem, kaj lahko naredim, a vem tudi, kaj ne morem narediti. Tako da to je to, kar se tega tiče. Bojte se folka, ki je multipraktik, ki vse obvladajo. In kakšenkrat ne letite na kakšne fenomenalne stranice, Slovenija jih je polna, pa ne sem Slovenija, tudi tujina, in tam gor, ko gledate, kaj oni vse obvladajo, bože, sačuvaj, gor je, se ga ustrašiš, v rodu sta, bravo, Biserka, Videl sem že večkrat tale Erban priimek, sem rekel, verjetno je, sorodstvo, super. Tako da, težko je že hipnoza, ko sem se začel z njo baviti, rekel, bom še zdraven, kaj drugega naredila, kakšno masažico, kaj tazga, kaki, ko te pogolte noter ta zadeva, se ne vidiš ven, razume, to je zelo kompleksno, in isto je tudi masaža, mogoče mislite, da je to samo tam mletje, mislim, to gibanje, ki ta ni res, veste, vsako zadevo, ko greste noter, če se hočete res dobri postati, in kvalitete, in ko se vi noter spustite, vas čaka en svet in težko, da boste vi skakali zdaj posod pomalo. Zelo, zelo težko bo. Tako da te multipraktiki, sem jih videl tukaj, ki imajo gor, so od Reikija dalje vse počnejo, jaz bi bežal takih. Tako da, pa sem videl tam, pa ima hipnozo, pa ima izganjalca hudiča gor na isti stranici, pa kaj imaš celo eden od naših, vsega moram nagnati iz registra dol,
kaj imaš on, neke, ko že temu rečejo, prekletstva, pa razne take zadeve in te zadeve. To ne sodi v svet hipnoterapije. Dej, no, ne me basa s takimi zadevami. Ker hipnoterapija je orodje za pomoč, ne. Ni to, mislim, potem gremo, če bomo šli s temi zadevami, neke breževednosti in tako dalje in tako dalje. Pazite, ne mi da napačno razumeti, tiste polje obstajajo tudi, ne. Jih tudi raziskujemo, sam nima nobene veze to s hipnozo, okej? Tako da to je to. Massimo Cerbara, čau Massimo. Čau Italija. Ok, govorim zopet 40 minut, bože sačve, sploh ne moram nehati, ne? To ni res. Če ima kdo kakšnokoli vprašanje, danes smo se dotaknili kajenja, ok, res je 1. april, je moj blagoslov, kar se tega tiče. Moje ime je drugače zanimivo. Veste, ko imate majhnega otroka, ne vem, ki ima 2-3 leta, ne moreš reči, božji, in božji dar to, božji dar ono, ne. To je, mene so kot mulca klicali Darko, to je bilo tako malo lepše. Kdo Darko kliče, prijatelj iz otroka. In sem te vprašal, mamo, kaj je tako malo bolj, tako drugo. Takrat enkrat je rekla, ma kaj bi rad bil? Kaj je že rekla? Se ne vem, neka slava. Se ne, v redu, sem zadovoljen z božjim. Ji dara, ne, češ, ne temu reče donator, recimo. In ona meni večkrat rekla, da je hudičev dara, ne, to so leta malce uporniška. Ja, Bečan, joint, put zdravo, živo. Polk, vidim, da lazite gor po Facebook. Dobri ste. Za vsak trenutek pozornost. Se pravi, koliko vas je gor se na mali šoli. Delik imamo, tiste, ki želi končal, tako da mu jaz lahko pomeni. Ali pa, kaj je? Kdaj, kaj tematiko, zakaj? Vem, ker ne vem. Marsikaj. Beli, Marija, komentarji, ja, vidim, če ga mogoče lapik, beli, lav, nisem že malo, te, no, pa, takrat se rečem hvala, ne, zahvalim, dobro, hvala, človek, malo ste izražali, malo zahvalim, pa je nekaj napisal, nekaj, malo menkaj, ne znam, izkušnja, malo pomagati.